Živijo, moje ime je Robert Lisac in danes bi rad govoril na tem kanalu, kjer se ukvarjamo z modernim samorajstvom, o tem, ali obstaja nekaj takšnega, kot je dolžnost, da stari borci ali pa izkušeni borci predajo svoje znanje, svoje vedenje, svoje izkušnje mlajšim generacijam ali pa tistim, ki si tega znanja želijo. Kajti pred kratkim sem poslušal en zelo zanimiv podcast, in sicer je bil intervjujan ameriški pisatelj, sem da se spomnim imena, Steven Pressfield, in on je dejansko govoril o tem, da vsak človek, ki gre skozi neke izkušnje ali pa hude izkušnje in jih predela in te izkušnje preživi, jih nadgradi in skozi to pot, on pravi hero's journey, torej skozi to pot junaka pride seveda drugačen na drugi strani te poti ven, kot je šel na to pot. In zaradi tega, ker pride, recimo, če gre na to pot junaka, na začetku ni izkušenj, nima izkušenj, nima še dovolj znanj in preko te poti potem ta znanja pridobiva na takšen ali drugačen način, na mehek ali trd način, ponavadi je to kar na trd način. Povezano je to dostikrat z trpljenjem, odpovedovanjem, z neko resno zavezo, da bomo to situacijo prebrodili in potem pride bistveno bolj izkušen, v bistvu kot pravi junak, potem skozi to izkušnjo, torej transformira sam sebe, zato da lahko celo to izkušnjo preživi in postane boljši človek, večji junak, boljši borec. In ta zgodba se me je kar dotaknila, ker samo par ur kasneje sem imel potem tudi pogovor z bivšim soborcem, ki je pa poznal Milan Prosenico, to je bil tudi en zelo znan borec pred mnogimi leti na področju Balkana, ki se je tudi boril, če sem prav informiran, v Aziji in je bil povsod zelo spoštovan. In ta borec, gospod Prosenica, je žal umrl pred leti, ampak verjamem, da bi imel še veliko za predati in zaradi tega, ker in iz tega se je potem porodila ta misel in ravno danes sem tudi kontaktiral borca, zelo uspešnega judoista, če bo to poslušal, bo vedel, da govorim o njem. Jaz sem se na treningih v Velenju poskušal boriti proti njemu, poudarek je na poskušal, pa manj na boriti, ker ta človek je bivši reprezentant bivše Juge in temu primerno tudi kljub sivim brkom in lasem nisem imel šans proti njemu in bi me dejansko zanimala njegova življenjska zgodba, njegove izkušnje, njegovi prijemi, kajti če smo že pri prijemih, v življenju nisem izkusil nikoli tako močnega prijema kot pri njemu. On je zagrabil mojo kimono in takole sem imel občutek, da je zavil, vse verjetno je, ker postalo mi je takole, sploh nisem več imel prostora, da bi se kaj gibal in sem samo čakal, da odletim, kar sem potem tudi naredil, oziroma on je to naredil z mano. In zdaj mene zanima, kako vi gledate na to, bi vas zanimalo, da intervjujem takšne ljudi, ki so bili in so še vedno zelo dobri borci, ki imajo za predati veliko znanja, veliko zanimivih zgodb, veliko zanimivih izkušenj. Jaz osebno skorajda menim, da ti ljudje skoraj imajo sveto dolžnost, da ta znanja na neki način, to vedenje na neki način predajo naprej. Če druga ne, vsaj par drobtinic, iz katerih lahko potem kasnejši rodovi izhajamo naprej. Ker konec koncev, zakaj je šel neki junak skozi cel ta proces
Menda ja ne zato, da bi na koncu obdržal vso to znanje, vso to vedenje zase. Res pa je, ne, ne velja bisere trositi svinjam, ne, če se bolj biblijsko izrazim. To sigurno drži, ampak škoda pa je, če tako znanje potem z odhodom tovrstnih borcev potem tudi odide in je izgubljeno. No, še enkrat, me zanima vaše mnenje, meni se bi zdelo fenomenalno, če bi lahko take ljudi intervjujal, da vsaj nekje ostane nek zapis, tudi v obliki videa ali pa knjige ali pa kakorkoli že, njihovega znanja, in da potem ta njihova legenda, njihovo junaštvo na ta način živi naprej. Hkrati bi vas pa pozival, če poznate takšne ljudi, ki bi bilo vredno jih intervjujati, da mi spodaj mogoče napišete v komentarju, kdo bi to bil, pa mi podate kratek opis in mogoče lahko v tej smeri kaj naredimo, da širimo in še bolj obudimo to kulturo modernih samurajev, za katere menim, da jih kar precej primanjkuje v tem svetu. Evo, toliko za danes. Želim vam čudovit dan in ne pozabiti komentirati, vesel bom vaših komentarjev. Čau!